Sedem. Čakaj, ti si v redu, jaz bom pa po moje ful previsok. No, sem pa jaz tebe gledal. Ne, jaz sem pomogel, Dobro, zvišati bom mogel. Ful me reže, ne? Čakaj. Klemaš, lej. Ne, Kaj pa ne je gre. to? Ne gre, pusti. Ne? Seveda gre. Pa pizda. Ja. Zakaj pa tega sploh nisem še nikoli videl, Ti pizda. profija, glej. Čakaj me to, pa zdaj si me pa presenetil. No, pej No, ne, zdaj. čakaj. Pa zdaj si dal širok kot neki. Čakaj, malo se bom bil zdaj. Ti sem povedal, čakaj, širok kot, Neki si dal ful širš, kad je. to si ti nekaj pritisnil. Ne, krat ena imaš klede, čakaj. Jaz vidim vse. Poglej me najprej zdaj, če mi slučajno reže glavo. Nič ti ne reže To je glave. bistvo. Ne? Kje pa? Si ziher? Ne, nič ti ne reže glave, jaz sem dal klele, Kura, imaš trd stol, se se nisem. moram še na luč, Kaj imaš tak trd stol? sem jaz gledal. Ne, da pritisnem. Verjam, da nam je zajebo. Zdaj to verjamem. Kak stol? No, zdaj izgledaš top. Zdaj ni napake. Čakaj, ni napake. Ja, kaj pa ti? Jaz pa nisem važen. Zdaj prid zdrav, da vidimo. Ti pa mene poglej. Čakaj. Ja, ti si kar dosti v temi, veš? Pa sej sem temačen tip, ne? Ja, sam ni to je kurac. Pičku, materno. Čakaj, zdaj bomo sam videla, En, dva, tri, štiri, pet. kak sma, če sedimo. Čakaj, bom pa sam pogledal še. No, kak evo. stol mi je dal, pizdi, materno. Da manj trpiš, možeš. 2, 2, 3, 7, 8, 9, 10, Jan Plestenjak, 2, 2, 6. Ne reče. Evo nas, 1, 2, 3, 5, 6. Dobro. Bravo, Ajde. vidimo. Pa bomo šla v akcijo. Samo se pa to ne more spremeniti, to je to. Ok, no, kaj zafukam, ne, to sem še manjka, pizda. Da zafukam, pizda, ne. Jebemo, mater. Čak, da bo še nekaj preveriti. Vmes sem šel pogledat trika, če je v redu. V redu. Vaser vaga štima. Zvok se V redu. nama čuje, Slišim lučko se. imaš, ok. Snemaš? Ja. Ja, pizda, da nehi. Ok. Evo nas. Ja, te scene še nismo v take scene. Pa ne, sigur, pa taka stola trdega. Ja, to je. Ok, zdaj pa dajmo, ne. Dame in gospodje, iz tajne lokacije nekje na Slovenskem Primorju smo se znašli v družbi, to bo zdaj zajebano, ne, to bo zdaj strašno zajebano, ne, v družbi človeka, edinega človeka, ki se kadarkoli lahko z mano slika in ga ne bo skrbelo, kako bo izgledal. Človeka, ki je tudi na Bad Hair Day lepši od večine Slovencev. Človeka, ki je že na začetku svoje kariere napisal avtobiografijo, ne, oziroma jo je izdal. Ne. Človeka, ki te ima lahko še ne vem kako rad, pa ti ne bo dovolil, da bi v njegove kumare šel z roko noter in jih prijel. Ne. Človeka, ki je po novem bolj kot vase zaljubljen v žensko. Dame in gospodje, z mano je glasbena eminenca, priznane. On je zvezda že več kot 30 let. On je v špici slovenske pop scene več kot 30 let. Mislim, da ima tudi najbolj prodajane albume, ne broj hitov. Ampak kar me veseli in navdušuje pri njemu non-stop je, da je ostal človek. Ne? Da kljub tej slavi, zvezdništvu, tisočerim ženskam, ki so se sprehodile skozi njegovo življenje, on v svoji osnovi ostaja preprost in simpatičen fant. In zato ga imam jaz od vsega začetka tako strašno rad. In sem zelo vesel, da sem danes tu in da bomo naredila najboljši podcast v svetovni zgodovini. Ne? Dame in gospodje, z mano je Jan fucking Plestenjak. Jan, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Ne? Me veseli. Sem se kaj zmotil. Neke stvari so malo miti, ampak s tem boriti se je brez veze. Ne bojo tam in jih je treba sprejeti in treba iti naprej skozi življenje. Sam v sebi vedno odgovarjaš s kvaliteto, z etiko, z enim poštenjem in mislim, da če temu zadostiš, si lahko pol mirno zaspiš. Ne?
Jan, v bistvu sem zelo vesel, da sem lepše oblečen kot ti, končno. Ne? Ja, To sem danes si strašno pa res vesel, lepše. da mi je ratalo. Zato, ko smo pri meni doma in Ja. si prišel s pedena, jaz sem pa bil prej v trenerki, zdaj si pa seveda rekel, da In, oče. povej ljudem, kdo me je, takoj ko sem stopil skozi vrata, kdo me je pohvalil najprej. Izjemno tako. Moja Ne? punca Tadeja je rekla, da si pa res lepo zrihtal. Je rekla, da lepšega fanta še ni videla danes. Ne? Madonna, to je rekla. upam, da ni to rekla. Ja, je rekla, Malo jezen. ampak danes, pazi. Ne, ja. Drugače pa Jan, predno bova začela in se bova sprehodila skozi tvojo kariero in vse, kar treba, moram pa nekaj povedati. Ne. Ti veš, da si ti meni letos zjebo nov let. Ne. Ti veš, Zakaj? Ti veš to? Ne. Ti mi povedal. Ne. Jaz sem letos prvič po ne vem kolkem času bil za novo leto sam doma. Ne. Ja. Najprej sem bil malo starši, oziroma z mamo, bratom. Ja. Potem sem šel pa domov in sem bil sam. Ne. Ja. In nekako to mine ta polnoč gor dol, mislim, da sem preživel v redu. In pol se nenadoma iz tvojega fucking YouTuba Ja. skoči ven audio verzija najprej. Ne. Enega komada, katerega naslov je bil Valentinova pesem. Ne. Če me čakaj, kaj za to? Ne. Nikjer ni reklamiral, nikjer ni povedal, audio je, to so mu spizli. To je neki gor, kar on ni planiral. Sem te hotel poklicati, že Jan, Ja. en ti je ukradel doma iz ne vem česa tvoj komad. In jaz to kliknem. Jan. Ja, neverjetni odzivi so. Kot moški moškemu ti rečem, da tako lepe pesmi, pizda, jaz ne vem, ali si ti to namerno pizda naredil, da mene zjebeš, ali kaj si naredil, ne? Ogledam, tako lepa pesem in ne samo to, ti isti dan, potem malo kasneje izdaš še video spot. Ja. In jaz to, in me spet zjebeš, ne? In sem bil tako jezen na tebe, da če bi takrat iz mene bil, bi ti direktno v faco rekel, da se jebi. Ne? Ker glej, naredil si Jan brez lažne skromnosti, pa to je moje mnenje, ker jaz sem oboževalec balad in vem, da nekaj o tem vem. Ja. Naredil si verjetno eno najlepših slovenskih pesmi vseh časov in moje prvo vprašanje je, po vseh komadih, ki si jih že naredil, ki so čudoviti, pa po vseh komadih, ki so že narejeni v drugih, kako je možno, pizda, Ne vem. da to spravi skupino? Jaz mislim, da je celo življenje, najprej hvala za tvoje lepe komplimente, res to mi ogromno pomeni. Mislim, da je celo življenje pišeš vsako pesem. Ja. In kako ti živiš, kakšen je tvoj odnos do ljudi, a imaš empatijo, nimaš sočutje, koliko si pozoren na vse stvari in srečo in žalost drugih ljudi. Tudi sreča je zelo pomembna. Sreča drugih ljudi te ne sme boleti, moraš se veseliti. Jaz mislim, da ne spoznaš prijatelja v nesreči, ampak v sreči. Kadar ti najboljš gre, vidiš, koliko ljudi je iskreno veselih zate. Ker takrat, ko ti gre slabo, ti pomagajo, ampak veliko teh ljudi, ki ti pomagajo zato, da se sami počutijo boljši ljudje. Tako da to je mogoče manjša iskrenost, kot biti vesel za srečo, ne? Ali pa uspeh, ali pa karkoli. No in ta pesem je zelo čustvena in smo naredili en test v tem današnjem času, ki je popolnoma digitalen, kjer je pozornost dolga 5 sekund. Ta pesem pa zahteva pozornost. A bojo ljudje sploh še znali zgenerirati eno pozornost na močen impuls emocije, kar ta pesem upam, da je, kot ti praviš, jaz tudi mislim, da je. Čakaj, na inštitutu Jožef Štefan so to uradno potrdili. So, ne? No in odzivi, ki sem jih dobil na to pesem, so mogoče celo najlepši v mojem karieri. Evo. Neverjetni. In to ni ona pesem, ki bo šla na prvo žogo in bo razbila, to je pesem, ki bo mlela po srčkih ljudi verjetno leta in leta in leta. Jaz upam. Ampak Jan, vseeno, ne? Ja. Vseeno, kot glasbenik se moraš usediti, ne, se usedeš za klavira, se usedeš za računalnika, si vzameš kitaro v roke. Za računalnikom še nikoli nisem pesmi pisal. Ali za kitaro, niti ga prežgati ne znaš, predvidevam. Ne. ali za kitaro, ali pa za klavir. No, ampak veš, vseeno si se moral usediti, napisati besedilo, glasbo in reči, tole bom pa jaz zdaj naredil. A si rekel, tole bom pa zdaj naredil nekaj res lepega, da si enostavno pač naredil in je rad ali tako lepo. Ne moreš reči nekaj lepega naredil. Priješ v neko stanje čustveno, ki je nepredvidljivo in narediš prve verze. Mogoče sem v tej pesmi celo napisal prvo verze
Všeč mi je bilo, res ne vem zakaj, a rad bi te nazaj, ne? Ali pa ali hočem te nazaj, karkoli. Potem se to predeluje. In potem greš iz tega naprej in črpaš iz življenja, črpam mogoče iz zgodbe, ki mi jo poveš ti, kdorkoli, od prijateljev. In vedno so pa koščki mozaika v pesmi tudi moji. Ni to samo ena zgodba, ne. Zelo redke pesmi so moje čisto osebne, mogoče Pogrešal te bom za očeta, pa Tebe imam, ker sem mami enkrat za rojstni dan napisal. Drugače so pa samo koščki mene noter. In takoj sem začutil pri tej pesmi, da je zelo intimna, da ne bi šel v produkcijo nekih bobnov, nekih synthesizerjev, klaviatur, zelo intimno, hotel sem ta moment za mizo, ki sem jo napisal ob kitari, obdržati tudi v končnem posnetku. Kljub temu, da je simfoničen orkester, ki da neko filmsko atmosfero, ki mi je tudi pomembna, ampak orkester je tam odzad, tako kot v videospotu, odzad je on nek. Jaz sem tukaj za mizo, isto kot če bi o tebi pel, ljudem, ki jih imam rad, tukaj intimno. In to sem hotel obdržati. Ampak si tudi zato dejansko brez promocije, ker vedno si ti bil tudi znan po vrhunski promociji. Ne? Ti si znal vedno, kako se naredi, kje se da, kdaj se da. Tukaj si pa enostavno dobro, 1. januar, to je edina stvar, ki je. Ja, ampak je slab datum. Ker so ljudje skrokani. To je drži, ampak tam si jo enostavno si objavil. Ja. Zaradi tega, ko je tako lepa, ali si test naredil? V bistvu sem bil malo mogoče freh, ne. Jebite se tule omate, ne? Ne, jebite se, nikoli ne bi rekel svoji publiki, ker imam velik respekt. Ampak gremo, a je dosti močna pesem, a smo mi, kar smo naredili v življenju, a gremo. Ne. Ampak Jan, jaz bom še malo sebe govoril, gledam to podcast, ni intervju, ne? Ja. Jaz moram to reči tebi, to jaz prav gruntam. Jaz v svoji osnovi sem hip-hoper, jaz obožujem Ice Cube, Ice-T-ja. Ja. Razumeš, hardcore, to ni zebanci, to je, razumeš, Princa, Michael Jacksona, R. Kellyja, to je moja scena, ne, razumeš, ampak ko prije do balad, ne, tu sem pa res da sem zelo občutljiv, ampak sem zelo strog, ne. Ni zdaj kar vsaka balada fajn balada, ne, in mnogi glasbeniki naredijo balade, takšne in drugačne, pa se me ne dotaknejo, ne. Pizda, ko narediš balado ti, jaz ne vem, ali sem jaz že malo obseden, ali sem zmešan, ampak ti res narediš, ampak pazi, ti narediš tako balado, da je meni všeč. Peter Grašo naredi takšno balado, Džiboni naredi takšno balado, pa ti, če ostane na Balkanu. Ne? Ja. Kako je to mogoče, pizda, da točno veš, kaj je kvaliteta? No? Jaz nič ne vem. Veš. Jaz samo, vidim te, da veš. Jaz samo vem, da živim na Mediteranu, v Strunjanu, prele so odprla flašo vina. Ja, zelo dobrega. Salamco so narezali mislim, da je bila od Cigoja, zelo dobra, iz Vipavske doline. Jaz ne morem biti hip-hop, jaz ne morem biti heavy metal. Mi je jasno. In jaz samo dajem ljudem to, kar sem. Ampak da tako fajn narediš, pizda. Veš kaj, treba je vedeti, o čem poješ. Ja. A ne? In ko ti, kako bi ti rekel, recimo, če ti, vse ne vem, a se zdaj, ne boš zdaj, kak je lepe začel, kako bomo pa zdaj imel že problem takoj, ne? Ja. Recimo, prej sem ti igral. To je zadnji ples za mene. Treba je zaključiti, da verjame nekdo. Ja. Zadnji skok v nemirno morje, daj mi vse, da me zadene še to noč. Ti ne boš me razumela, da je moj prijatelj strah. Šla boš stran in jaz ostal bom tu kot prah. Se pravi, moraš vedeti, v čem poješ, vsaka beseda ima nek svoj pomen, svojo težo in že ko pišeš, ti mora biti to jasen. In jaz velikrat pevcem povem, recimo, kaj jih produciram, kar se zelo redko zgodi, ker se mi ne ljub. In rečem, povej mi besedilo, ki prije v studio nekdo. Povej mi besedilo. In je že šok, ker je navajen pet. Pa ima napisan ga. Ne, če pa napisan, gre pa domov. Aha.
Ne, če ima pa kdo napisan tekst in ga bere v studiu, pa gre takoj domov. Ker to je pa nespoštljivo do besedila. Ampak povej mi besedilo, ker če mi ga znaš povedati, ga boš tudi znov zapet. In če imaš ti zdaj eno vrstico, ne vem, iz mojega velikega hita iz Pekla do raja, ker ni zdaj neka globina, velika globina in začne, to je noč, ko spet verjamem v čudeže. Kaj zdaj tukaj ne moreš zamenjati? Kjere besede ne moreš zamenjati? Kjera beseda je kle najpomembnejša? Spet verjamem oziroma verjamem. Ker če bi rekel, to je dan, ko spet verjamem v ljubezen, bi povedal isto. Jaz pa zdaj rečem, to je noč, ko spet verjamem v čudeže. Se pravi, spet verjamem, ne moreš zamenjati v tej vrstici. In kot pevc ti to moraš razumeti. Se pravi, dejansko pevc mora sam sebi napisati besedilo, da je komad res dober, ali to ni pogoj? Ne, lahko tudi interpretiraš druge besedila. Jaz sem recimo naredil priredbo, ko mene več ne bo. Ki je, by the way, meni boljša od Ivančiča. Z vsem dolžnim spoštovanjem do slava. Jaz tega seveda ne bom rekel. Jaz rekel, ne. Ampak dobil sem pa največji kompliment od avtorja besedila, draga Misleja Mefa, ki ga zelo cenim, ki je zame najboljših tekstopiscev sploh, če ne najboljši. In sem mu zavrtel to mojo varianto v avto in je rekel, no tako sem jaz mislil. Pa poglej, recimo, če te zmotim od Tomaža Domicelja, tudi ena pesem, ki si jo pel, mislim, da je njegovi obletnici. To pesem smo tudi zdaj posneli. Kak je naslov? Čak sem mal, ker te nima rad. Evo, vidiš. Ja. In je v tvoji izvedbi, jaz sem jo na Facebook objavil, in je bilo cel kup komentarjev, kak je ta pesem zdaj lepa, pa Domicelj je legenda, ampak ti si jo spet zapel, pizda z unim svojim, razumeš? Ampak tukaj ima Domicelj neko svojo, on je moj ljubi prijatelj, res ga imam rad, in tudi veliko spoštovanje imam, on ima eno aroganco, ki jo jaz nimam, jaz imam pa eno liriko, ki jo on nima. Zdaj, kaj boljše, brez veze govoriti. Vse je unikatno, ne? Ja. Ampak Jan, jaz vem, recimo, ko kdaj objavim kaj v tebi, pa napišem kaj lepega, ne? Vedno se na mene, še vedno se cel kup ljudi spravi na mene, ne? Pa kaj zdaj ti pa Jan, pa te tvoj Jan, pa pisem. Ampak hočem reči, ne, še vedno mi ni uspelo prepričati določenih ljudi, pazi, da je balada Jana Plestenjaka eno in balada mnogih drugih drugo, da to ni isti nivo, da Jan je tu, pizda. Fantje, ne se zabavati, fantje. Hvala. To moram povedati, ne, ker te imam tu, ne. Hvala za tvoje komentarje. Mnogo sem jih tudi prebral. Vse na koncu zame to ni tekmovanje. A veš, vse ljudje na koncu odločijo, a imaš polne dvorane, a jih nimaš. Prepričevati ljudi, pa že dolgo vem, da nima smisla. Nazadnje sem imel intervju, ki je šel na 5 radio, ena super ekipa, me intervjuvala 3 mladi ljudje, prav luštni intervju. In na koncu reče punca od novinarjev, ena punca pa 2 fanta sta bila. Reče, koga bi zdaj na konče povabil, ne? Res ne maram ta vprašanja, ampak da reče, bil super intervju. V Tabor, ne, za Valentinovo. Sem rekel, prav nobenega ne bom vabil in je bila neka mučna tišina, kaj pa je zdaj, ne? Sem rekel, tisti, ki imajo radi mojo muziko, jo prišli, tisti, ki jo ne marajo, jih lahko vabim, kokarčem, pa nikoli ne bojo prišli. Zakaj bi jih vabil, ne? Ker se spomniš enkrat, ko sem ti povedal za enega frizerja, pizda, ko mi je grozil, da me bo najdel pa razbil, ko sem te pohvalil, pizda. Je rekel, kaj kuba, je rekel, te najdel. Pa klej, hočem reči, ne, ljudje so še kar, eni so alergični, ampak to je stara zgodba, res. Ma ljudje, veš kaj, to je zanimivo, ne? Ti ne moč komentarjev jemati za merilo. Komentira zelo malo ljudi v Sloveniji. To je bila raziskava, mislim, da jih komentira nekje 20-30 tisoč. In glasni so samo tisti, ki imajo prav kaj slabo. In te so glasni. In to govorimo o 20-30 tisoč ljudeh. In če bi jaz se pustil, da mi komentarji uravnavajo življenje, bi se mi verjetno zmešali. In zanimivo je, da na teh komentarjih slabo govorijo praktično v vsakem, še v športnikih, še v Tini Maze, ki je to drži, na forumih sploh, ja. Herojka, ali pa že v Dončiću slabo, ali pa, ker res ne vem, kaj tam zaučitati. Kje bojo šele v meni, ki je stvar okusa, ne? Ker tam se štejejo točke, šteje se čas,
Pri meni je pa stvar okusa. Ampak se te ne dotakne, recimo, kak komentar, ki je pa res zelo... Mene se dotakne. Pa prebereš sploh te komentarje? Ampak tako sem že enkrat rekel, če sem v dobri koži, mi je čisto vseeno. Če sem pa v slabi koži, kar je vsak človek včasih. Te pa malo. Te pa zabije še malo, ne. Ampak jaz se ne pustim, pa si pol vem, da je to iz nekega kompleksa, a veš, da se nekdo spravi in si vzame čas in slabo piše in vso to je slabo, ta gnev stisne v tistih par stavkov. Ja, če mu pa to pomaga in bo zaradi tega lažje zaspal, pa ne to naredi. Jan, če se zdaj mi malo sprehodimo, ker te imam glih tu, skozi to tvoje dolgo, modro življenje, takšnih in drugačnih prigod, na začetku precej padcev, potem pa dejansko samih vzponov, če gledaš. In če se spomniš teh, kaj je tvoj prvi spomin, ki ga imaš ti v glavi, vedno, ko pomisliš na ful zgodno otroštvo, kaj se najprej spomniš? Čist prvi spomin? Ja. O, Madonna. Recimo, če bi ga lahko... Mogoče se spominjam gradu, Škofjeloškega gradu, kjer sem jaz živel z mamo in bratcom, ki je žal že pokojni. Bili smo v enem okrogli sobi, 38 kvadratov in zdaj si ljudje predstavljajo, Jan je pa živel v gradu. Ampak to je bilo zaradi tega, ker ni bilo kje drugje za živeti in je mama nekako si uredila tam atelje in nam stanovanje v istem prostoru in mi je pa razlagala, kako je, ker takrat smo imeli še plenice, ki so se prale na roke, ni bilo strojev in ni bilo plenic za stran metati. Ker sem bil jaz majhen in so visele tam na enih špagah. In ko so prišli kupci, je mama hitro pregrnila zavese, da niso videli plenic, ki so visele. In WC je bil po enem hladnem hodniku, se spomnim, 4 leta sem bil star. Po enem hladnem hodniku si šel na WC, ni bilo to v stanovanju. Tako da kljub temu, da je bilo kar dosti beden, je bila ena zame kot otroka, ena romantika in eno vzbujanje domišljije v takem okolju. Mogoče je to tudi pripomoglo k temu, da sem jaz kasneje začel, najprej sem jaz zelo veliko risal dvorjane, viteze in sem imel en talent za risanje. Pa imaš kaj teh sličiš? Nekje mama mislim, da ima in ni slabo. Ni slabo? Ne, in ne vem, od kje sem jaz najdel, ker doma pa nas se ni klasična muzika poslušala. Nekje sem jaz to moral zaslediti in potem sem jaz težil doma za kasete od Bacha, Vivaldija in smo to kupili in sem jaz to poslušal pri 6-7 letih in risal, plesal. No in šele potem sem začel jaz kitaro igrati. Tako da skozi je bila ena ustvarjalnost. Mogoče sem zrastel tudi v takem okolju. In tisti grad je bil po moje za mojo mamo kar srhljiv, ker smo bili sami v celem gradu. To ni bil še prenovljen grad, ker ga danes vidijo, Škofjeloški grad, ki je lepo urejen. Strašilo, kaj? Ne, ampak je bilo zelo grozljivo, to me je pa mama kasneje povedala, jaz se tega nisem zavedal, da je skozi ropotali na podstrešju, ker so podgane lovile golobe na podstrešju in je bilo kar strašljivo, tako da bi strašili. To ti je razložila tebi, kaj je bilo pa res, pa ja, ne, ampak a si predstavljaš, da je ena ženska je sama v celem gradu z 2 otrokoma? Ni fajn, ne? Ja, kar pogumen moraš biti, ne? Ni fajn, ne? Ja. Ti, kaj pa Jan, tule preko sem se malo sprehajal po tem tvojem lepem dvorcu, ki ga ne bomo izdala, ki leži točno, ne? Videl sem tudi očeta, na parih slikah, pa to letalo. Tudi kip je to od mojega očeta. Kak je recimo, vem, da si tudi zgodaj si izgubil očeta, ne? Mislim, ko začneš o njemu govoriti, rad govoriš o njemu, ki je neprijetno, rad govoriš. Izjemno rad, ker so se res rada imela in ko je on prišel, je pa to eno posebno odraščanje. Moj oče je pač bil pilot in smo ga videli mogoče enkrat na teden. Pa kam je letel, na katere ture? Vse, cela Evropa, tudi dol do Afrike, Arabije.
In včasih ni bilo tako, da so se vračali, so morali prespati 2 dni v Frankfurtu, pa jeti naprej, so bile drugačne te ture. No, tako da jaz imam res lepe spomine, vedno, ko je on prišel, je prišel tako kot en, takrat smo imeli Dedka Mraza, ni bilo Božička, ne, to je bil še komunizem. In je bilo tako, kot da Dedek Mraz pride, ki je iz duty freeja prinesel kakšnega lososa, ki sploh tukaj nisem mogel pomisliti, da to obstaja. Jaz se spomnim, ko sem bil star 10 let, ki je prišel sosed, ki so v Nemčiji živeli z banano na dvorišče, sem ga gledal, kaj bogane. Ljudje sploh ne vejo, da je to tako bilo, ampak tako je bilo. No in oče je prinesel še kaviar včasih, pa lososa in to je bilo wow, kada je Dedek Mraz prišel z enega drugega planeta. Ne. Ena taka romantika je bila in z mamo sva ga hodila na Brnik čakati, ki je on priletel, da je prišel v tisti uniformi. Lepi momenti so bili to, no. Tako da res imam lepe spomine na očeta. Ampak mama recimo si je našla pilota, ne? Če gledaš, je vedela, da ga ne bo doma. Seveda je vedela. Jaz sem se poznimal, tvata je bil zelo lep moški. Ona, ko ga je zagledala, to so legende in je rekla. Ja, on je res dober zgledal in v uniformi. In veš, da je to. In je zmešal, ne? Seveda, in takrat ste se spoznala sta se na Krvavcu. Je rekla, veš, najbolj mi je bilo všeč, da je zraven mene se je usedel, jaz sem bila sama na Krvavcu in je imel limono in jo je ugriznil tako kot jabolk in to se mi zdelo, da je pravi moški, da je sploh ni trznil. No. In pa je bil on vojaški pilot in je bil tudi inštruktor in takrat je bil še rock'n'roll v Jugoslaviji. Oni so res bili kot mali bogovi, oni so leteli, kjer so hoteli, nobenih dovoljenj, to mi je tudi oče razlagal. In ko sta ona je pa šla v Zadar s prijateljico in so te visoke hiše, veš, ob morju. In je rekel, pridita v Benih na balkon, na 3. nadstropju sta ona imeli nek apartma. In zakaj? Pridita. In je on 3-krat preletel na višini 3. balkona z reaktivcem vojaškim. Veš, da so punce bile, to je bilo takole so se tresle. In to je danes nemogoče, ker bi takoj ga vrgali iz službe, če bi to naredil. Takrat je bilo pa to čisti rock'n'roll. Ampak veš, kak frajer je bil, če gledaš, zdaj eni so s kitaro posvajali, zdaj osvajajo s harmoniko, on je pa z letalom, veš, kot Tom Cruise. Ne? Ja, ne. Jaz se spomnim, ko sem bil jaz fantek, da samo fuzbaleri so bili v Jugoslaviji večji frajerji kot piloti. Pa so bili pa že piloti. Ja. In bil si star koliko dejansko, ko je on? Ko je on umrl, sem bil jaz star 22 let. 22 let. In on je umrl, ko je bila vojna v Jugoslaviji in on je imel raka, od raka je umrl. Cela generacija pilotov, 12 jih je umrl, ker so leteli... Afrika? Ne, oni so leteli Sabre, vojaške lovce iz Amerike, ki so imeli tako sevanje, ker je nemogoče, da bi cela generacija pilotov od raka umrla. In še danes je Sabre na Brniku parkiran in je tablica, ne približujte se zaradi sevanja. Zanimiv, ne? No, tako da, ampak, ko je on umiral, je bila vojna v Jugoslaviji in on je pa v Beogradu živel in jaz sem, potem se spomnim, enkrat mi je uspel ga prijeti obiskati. A, pa nista bila več toliko? Ne, on je šel v Beograd in enkrat mi je uspel ga obiskati preko Madžarske in Bolgarije sem šel. Dolga pot, mislim, je trajala kar 42 ur. In sem vesel, da sva se videla še zadnjič. No, tako da. Kaj naj ti rečem? Veš, očeta se mi zdi, da bi bolj rabil po 20, kot prej. Ja. Ker si včasih nesiguren, ne znaš se odločiti in je takrat ena moška figura, čeprav mama je moja močna izjemno. Ne? Tista moška figura ti mogoče lahko kakšen nasvet dane. Ampak ni zanimivo, recimo jaz sem očeta zgubil malo po 30, tudi za rakom, podobno kot ti. In tudi jaz mislim, glede mame, konstantno, vem, da tudi ti jo vedno pokličeš in veš, ker mogoče oba dva veva, da dobro, moja je še malo mlajša kot tvoja, ampak veš, nikoli ne veš, pa je to, to mater, ampak zakaj mi so ljudje non-stop, to vem, da je to tak na živce, da gre Jan, pa mam in sinek, pa mama, pa mam, pa pizda, koga boš imel, pazi, ampak koga boš imel rad,
če ne lastno mamo. Vse to ni obsesija, to je normalna, zdrava ljubezen, pizda, ne vem, no? To je brez veze. Ljudje iščejo vse razloge, ker si enkrat uspešen. To so težili v božjo mater. Če dobro zaslužiš, če ne zgledaš najslabši od vseh možnih, če imaš lep življenje, če imaš kakšno lepo punco, če imaš lepo hišo, nekaj mora biti narobe. In vedno bo iskalo vse razloge, zakaj ti je to ratalo. Medtem ko se tistim ljudem, pa ne bom zdaj v imenih, ki so pa res prišli po političnih strujah, kar jaz nikoli nisem, po raznih vezah, ki so imeli velike neuspehe, ali so pa kaj tudi zelo slabo naredili, se jim pa oprošča. Jaz mislim, da v naši državi žal ne znamo vzpostaviti svojih junakov. In sem se ravno zadnjič pogovarjal z Marcelom Štefančičem, ki je velik filmofil, ne. Sem rekel, a imamo mi enega v slovenskem filmu moškega junaka? Pusti Kekca, to je otroček, simpatičen, se smejimo, ali pa najoči Peter, to so vse junaki. A imamo mi frajerja junaka, ki dobro zgleda, ki bi ga punce rade videle, ki bi mladi fantje rekli, jaz bi pa rad bil to, pa nekako mu ni ratalo, da bi mi enega našel. No, pa ti bo povedal, zakaj ne. Imamo mi, ne vem, Boris Kavaca, Sebastian Kavaca, Bert Sotlan, ampak te Kavaca, vem, Sebastian, pa sem se menil tudi z ženskami, mi tudi seks simbola slovenskega filma. Seba je moj dober prijatelj, jaz so 5 dni narazen v rojstvu, vse je on mlajši. Tudi seks simbola v ženskem filmu nimam, zakaj ne? Vsi te igralci in ženske, če ti izpostaviš, da so seksi, ne, jaz sem umetnik. Sebastian je Stanislavski, on ni seks simbol. Sebastian je puncem zelo všeč. Ja, samo mu ni všeč to, veš? Jaz mislim, da mu je všeč. Ja, ker pa vsaj ne vem povedal, on je po Stanislavski igralec, on ni zvezda. Ampak mu niso nikdar dali vloge nekoga, ki je uspešen, ki se z dobrim avtom pripelje, ki ima en uspešen življenje, nikoli te vloge ni dobil. Mogoče niti ne bi htel, to mi jaz nasumo, veš, te slovenske igralce, da nočejo biti seks simbol. Ni res, Sebota, jaz nima te obrane. Da bi rad bil v takem filmu. Mislim, ne mu je vse, njega zanima igra, on je velik umetnik, ampak nima te obremenitve. Enostavno naša mainstream kultura se boji vzpostaviti like. In moške in ženske. No pa glej, če te zmotim, Pija Zemljič, Petelin Zajtrk, jaz sem imel intervju pred leti z njo, pa sem napisal, da je slovenska Penelope Cruz, pa kaj si pa to napisal, pa ne, jaz hoče biti igralka, zato, ker je v nekem okolju, kjer se prezira, da nekdo dobro zgleda. Ampak zakaj ta okolje se vzpostavil, zdaj ti pa jaz povem, zakaj se je. Do prihoda punka, se pravi, smo imeli slovensko popevko, smo imeli filme, vse je bilo. Ko je prišel punk, ki je sicer meni čisto okej struja, da smo si na jasnem, je postal mainstream in vsi novinarski uredniki, kritiki, vsi so se kulturološko povezali s tem, kada so del benda, kada so navijači enega fuzbol kluba. In vse, kar je bilo mainstream, kar je bilo lepega, ne samo v muziki, v filmu, TV oddaje, v modi, vse se je preziralo, ne sme biti lepo. Misliš, da je to krivo? Absolutno. In to se vleče do danes in zdaj se šele počasi temu rečemo mainstream. Se pravi, ta srednja struja, klasična struja se počasi dviga in imamo deficit praktično skoraj 40 let ali pa 35 let. No, če gledaš v muziki, ti si pač veljal za seks simbol, neki latino, gor, levo, desno. Poleg tebe v starih časih Lado Leskovar, poslednji jazz bond slovenski, kjeri so sploh bili v tvojem času, da so jim rekli, da so seksi, da so fuki, da so jebači? Ne sme se to reči. Vidiš. Edino tebi so rekli. Ti si tam manjko nadomestil. Jaz sem tudi zaradi tega ogromen, pokasiral enega dneva. Verjamem. Ampak meni ta igra slovenske lažne skromnosti gre na živce. Jaz sem zelo skromen človek, nisem pa ponižen. In ne bom nikdar ponižen.
In če to koga moti, če kdo to misli, da je aroganca, ne misli. Skromen pa znam biti. Ja, no in če greva zdaj na začetek tvoje glasbene poti, ne, vem, da te je peljala pot od Amerike, Londona, pa nazaj Slovenija in tako naprej. Ne. Kdaj si ti vse, to je sicer klišejsko vprašanje, ampak je vse interesantno, ne, ta vzgib, da te je glasba tako zagrabila, da si se odločil, zdaj pa ne bom samo poslušal, zdaj bom pa tudi delal. Ne. Kdaj se to zgodi v človeku? Avtorstvo se je zgodilo že v srednji šoli. Jaz sem imel tam veliko srečo, da je bil moj profesor Tomaž Šegola pokojni, ki je bil zelo odprte glave. On ni bil samo striktno klasika. Jaz sem bil takrat 3-krat v Jugoslaviji prvak v klasični kitari. To danes ljudje pozabljajo, da si ti virtuoz kitare. Ne, da se hvališ. Nisem več. Ne, da se hvališ, ampak da si res dober bil pizdarija. No, in mi smo imeli celo s profesorjem jazz band. Aha, in to so bile avtorske. Si kitaro. On je bas kitaro igral. Ti pa kitaro. Jaz pa kitaro in imeli smo še bobnarja in je bil to en trio. In sem jaz že takrat začel pisati ene pesmi in kompozicije. Pop muzika me je pa začela kasneje zanimati, ker sem bil pa starejši, recimo 18 let, ker sem bil kar tako mogoče malo neuspešen s puncem. In bom kar iskreno rekel, da se mi je fajn zdel, da bi pa jaz bil malo popularen, pa malo, vse veš, fantek pri 18 sanja. Ja, razumem. In jaz to sam v sebi niti ne zameram, da je to tako bilo, ker je to čisto biološko normalna želja. Ampak zaradi tega, veš, sem začel pa tudi besedila pisati in se učiti peti. In na začetku je bilo to zelo slabo, prve 2 albuma sta bila izjemno slaba. Ampak, ko se gledam te prve posnetke, vsi, ki mene ne marajo, to kradi naprej mečejo stvari so tri. To je skozi, to je do smrti. Ampak najprej je rekel ravno moj prijatelj Istok Turk, ki je bil tudi, ki je producent Lajbahov, je rekel, Jan, ampak stvari so tri, je bilo leta 93 in še danes jo vsi poznajo, se pravi je hit, ne? Koliko ljudi pa pozna komade z leta 93? No, dobro, to smo se malo zjezali. Ampak jaz sebe gledam tam, seveda mi je naroden, seveda je to slabo. Ampak vidim pa nek žar, nek naboj v enemu mlademu fantu, ki verjame sicer v neki, ki je čist narobe, ampak verjame. Pa kaj takrat si tako muziko tudi poslušal, verjetno? Takrat si jaz poslušal Quincy Jonesa, pa Back on the Block, pa Ice-T. In jaz sem takrat to verjel. In seveda je bilo slabo, ampak mi je pa všeč, ker vidim, da sem takrat imel eno krvavost, ki jo imam še danes. In hvala Bogu sem bil toliko samokritičen, da sem tudi videl, koliko je slabo. Da sem tudi pol kasneje videl, da je treba petje se učiti, da nikar, da ne bom nobene štenge preskočil. In potem sem s pesmijo Kar te ljubim, to je bil pa moj 3. album po mojem. Pa si začel balade v bistvu, ne? Takrat sem pa prvič doživel en manjši uspeh in sem bil šokiran, sem rekel, pa se ta pesem je pa prva, ki sem jo naredil brez preračunljivosti, tako kot jaz čutim, tako kot je meni všeč. In mi je to dal pravzaprav en pogum, in sem takrat začrtal svojo pot, da zdaj bom pa delal to, kar je meni všeč, samo moram se še naučiti, da boš pel, da še boš produkcija, da boš še tekste spilo. To je bila zelo pomembna pesem za mojo nekak smerokaz, kam bom šel. Ja. Gledam, ampak ni zanimivo, da mnogi ljudje še danes pravijo, Jan Plestenjak pa ne zna peti. Ne. On še vedno ne zna peti. Meni je to vse. On še vedno ne zna peti. Le meni je to vse. Ti se ne obremenjuješ? Ne, jaz imam vse rekorde dvoran, ne govorijo. Torej znaš v bistvu. Ja. Ampak Jan, iz zgodnjih teh časov, vem, da je ena pesem, ki pa se mi zdi, žal mi je, da ni bolj med ljudmi danes znana ta Šerbi, ne? A veš, z Viljem Resnikom, sam je pa fora, pa Šerbi je not, lep spomin. Pa to so bili neki drugi časi, pa Power Dancer. Razumem, ampak luškan komad je, no? Preden so začele peti, so one v tem videu plesale, one še niso niti začele peti, pa sam veš, koliko let one ne pojejo več, zdaj neki revival delajo. Ja.
Tako da to je res staro, to je bilo 94, 93. Sam imaš pa spomin na Shelby, imaš večni spomin. Noter, Shelby samo zelo rad. In tudi pred smrtjo sem jo v domu obiskal. Je bilo kar ganljivo. Ne bom vsega razlagal, zato ker je to iz neke pietete, ki je imela svoje življenje. Ja, me pa kar dotaknila se takrat. Žalostna usoda je bila, ja. No, ampak Jan, kaj pa pol, ko si v Ameriko zašel, ne? Si šel samo še šolat, izobraževati, ali si imel idejo, da boš tam kariero delal? Zakaj si pravzaprav šel? Jaz sem bil star 18 let. Da boš tam zvezda? Ne. Jaz sem poslal 2 ali pa 3 svoje kompozicije na klasični kitari, posnel sem jih na Walkman, na kaseto. To je noro, tega danes več ni. Pa še imaš to kje? Nimaš več? Po moje ne. In sem poslal tja čist na blef. In mislim, slabo leto zatem jaz čist presenečen, dobim pismo iz Amerike. Čestitamo, dobili ste 4 leta polne šolnine, to je privatna šola Berkeley. To ni zabancija, veš? Ne, to ni zabancija. To je bila takrat šolnina, pazi, leta 91 je bila šolnina letna $45,000. To je verjetno, zdaj bi ekonomisti znali zračunati, danes je 80,000 evrov na let. 4 leta so me oni sponzorirali, se pravi Američani. Ne? In sem rekel, ok, če pa zdaj to dosti dober, pa skoraj sem idiot, če ne grem, ne. Ampak, veš, to je bila še Jugoslavija tukaj, mi smo klele Jugace vozili, to je velika razlika z Ameriko takrat bila. Danes mi mislim, da živimo vsaj isto ali pa še boljš od njih, ne. Takrat smo pa dosti slab živeli od njih. To je bilo res, kot da bi šel na drug planet. In ni bilo telefona, da ti pokličeš mamica, ne vem, kva ne naredim. Ni bilo telefona, ni bilo interneta, ničesar ni bilo. Ne. To je zahtevalo kar en pogum enega mladega človeka. Ne. Pa to si šel kaj, za 4 leta? Nisi šel ne, za 4, jaz sem za 1 leto si šel, ne? letu naredil 2 leti s povprečjem 98 od 100. Res sem bil priden. In jaz na študentska leta sploh nimam lepih spominov, zato ker sem toliko delal. Jaz se ne spomnim, da bi enkrat šel žurat v en kafič. In tudi nisem tako nekako, zdaj se mi grdo, da zapravljam denar od staršev. Nisem tega hotel. Nisem izdelal to prav. Hecen tip sem bil. Ja, daj mi reči, kaj si ti to meni dal en fucking stol? A bomo zamenjali stol? Pa kaj si mi, kaj kurac, si vse lep. Kaj od mojega brata stol? Sej čudovit stol. Bomo dali en drug stol. Je čudovit stol. Začela me je prostata bolet, pizda, ja, ne. Kaj hudiča, ne, s vsem dolžnim spoštovanjem, ne. Dej. Ja. Kaj si ti to meni, pa sej stol je čudovit, ne. Ja, res je lep. Ja, sam je pa trd, ne. Verjamem pa, da ni lih za sedeti eno uro. Za mojo suho rit je to, čakaj, ga jaz odnesel dol. Če da vidim jaz, kako boš ti sedel. Aha, preveri. Ajde, pej do kaber. Preveri, da bo to lepo. Zdaj mi je dal pa nek 3. razreden stav, ne. Jebemo mater, ne. Ne se to bo redo. Je vredo, ne? Ja, kul bo. Zdaj smo na istem nivoju. Kul. Zdaj smo na istem nivoju. Ampak ja, zdaj pa moramo razpucati midva eno stvar, v kateri še vedno se govori, različne verzije, zgodbe, poslušam gor do levo, desno, ta ali en zgodba. Vem, da si to že razlagam, ampak dej, ne vem, če je kdaj to bilo iz tvojih ust, res, kaj kurac je bilo, ne? Nič ni bilo. Ja, zakaj je on naredil ta komad in pol še en komad na tebe? Jaz sem čul, da je bil, da z Martino Kajfeš on hotel ga srati, ki je bila tvoja, ne? To sem čul, pa da ste se neki teps hotel, dej mi pojasni mi, no? Kaj je tu res, no? Veš kaj, to razčisma zdaj, no? Najprej, če te že imam tu, ne? Škoda je besedi, ker res ne bom reklame delal drugim izvajalcem. Pa si še kar jezen na njega, kaj? Nisem jezen. Prijatelja pa nista? Ne, on je naredil pesem, kjer me je žalil. Še pol posebej, ne? Eno v tebi, ja. Ampak zdaj, da skrajšam. 4 leta zatem, ali pa 5 let zatem me je prosil, če bi mi lahko remikse mojih pesmi delal. Potem me je spet žalil, potem me je vabil spet na neke razstave, potem me je spet žalil. Tako da, jaz mu želim vse
najlepše, naj bo srečen. Ampak ne boš povedal, kaj je bilo. Nič ni bilo. Kar tak je naredil, ta dis. Jaz ga prej nisem poznal, ne vem. Pa ni bil jezen na Martino. Kaj pa je v glavi človeka, pa težko zdaj. No pa dajmo zdaj ali ni ga, ne. Se pravi, ampak mislil sem, da sta zdaj že bolj, da sta frenda, pa vidim, da nista. Pa ne vem, jaz se s tem res ne vem, kdaj mi je to nazadnje padlo na pamet. Ker on pa govori o tem še večkrat. Še zmeraj? Ja, v intervjujih ga vprašajo, pa razlaga, pa da se nekaj obetaval. Pa dobro, sej ljudje govorijo marsikaj za oglede. Ne bom drezal. No pa če smo že zdaj punco imaš, te lahko vprašam, kaj je v tvojih bivših ljubeznih, ali je to prepovedana tema, ker to moramo razčistiti. To moramo razčistiti. Veš kaj, moj življenje je bil res rock'n'roll. Ja. Res rock'n'roll. Veliko se je zgodil, vedno nekako sem tako vzgojen, da mi je pomembno, da žensko ima še en spoštovanje. Tudi če se je kdaj zgodil one night stand, ki se je tudi zgodil v rock'n'rollu, seveda se je zgodil. Pa veš, da jaz vem nekaj teh tvojih one night standov, so mi pisale. Vem, jih sam ti jih bom povedal. Kjere so bile? Veliko ljudi tudi laže. Imam dokaze, da je res. Imam iz prve roke, so mi rekli, sem rekel, pusti ti, zadrži za sebe. V vsakem primeru zdi se mi, da je treba imeti en spoštovanje, tudi če se to zgodi samo enkrat. No pa če bi vse ti vprašal za te velike mogoče, no zdaj češ povedal, to se sam odloči, Vem, da, to ti moram iskreno reči, da ta Martina, vem, da je takrat bila, še zdaj, jaz, ko delam lestvico najlepših Slovenk vseh časov, je Bernarda Marolt, Katarina Čas, pa Martina Kajfeš. To je top 3 ever, kar se mene tiče. In ti vrak, si imel to Martino, in Jan, ona je tudi kriva, da si začel balade delati, Ne, ni bila kriva. nekje pa. Ker zdaj sta bila spet v enem spotu, pol leta kasneje, to je bilo lepo videti. To je bilo pa že zelo prijateljsko. To je bilo lepo videti. Ja, po 18 letih smo se srečali, sem rekel, zdaj ima en štos narediti, priješ v video, rekla, ja, seveda. To je že čisto drugače. Pa kdo je koga skenslo? Mi smo bili takrat otroci. Kdo je koga? To je tako nepomembno. Moški vedno mora reči, da ga ženska skenslala. Če je pravi moški, nikoli se ne sme govoriti, da si žensko pustil. Ti kaj pa ta Italijanka, ta Ivana Spanja, to je bila tudi takrat, se spomnim, novica, Jan Prestenjak, Ivana Spanja, Call Me, velika zvezda, Italo diska, to je bila ena močna zgodba. Skaj ponosen bil takrat, ko ti je to ratal z njo bitno? Iskreno? Sigurno takrat razborljivo, jaz sem bil star 26 let, 27 let. Sigurno, in jaz se nikoli nisem bal nekako skočiti v morje, ki so razburkana. In to je bila ena lepa zgodba, ena lepših zgodb v mojem življenju, veliko sem se naučil. Ona je celo naredila tudi priredbo Smeh in solze v italijanščini, izdala na albumu, pomagala mi je na albumu Amore mio. Celo je bila v studiu, je kakšno idejo dala, ker je ona tudi avtorica. Zelo en hecen, zanimiv roller coaster. Pa si še kaj na vezi z njo zdaj, da vprašaš, kaj se ima? Ne, že dolgo se nismo slišali. Če 60 mora biti zdaj neki že ona, ne? Pa mislim, da je kar dosti 60. Jaz imam 2 vinilke njene, veš? Ja, ona je zelo srčna ženska, zelo srčna. Nekaj, gledaj, veš, zakaj ti omenjam zdaj te bivše, pa mislim, imaš v medijih, si tudi dobro poznal. To so same lepotice, in zdaj prej sem uživo uspel videti tvojo trenutno, bom rekel, očitno bo to na dolgi rok, ker te vidim, si zelo srečen, Tadejo, in te moram pohvaliti, da si presegel z njo vse bivše, kar je bilo skoraj nemogoče. To ne bo šlo, tu ne bo šlo. Vesela, bo slišala. Ja, in povem, in pa veš, kaj mi je bilo všeč. Res, da je zdaj ne poznam veliko, ampak ta mariborski naglas, teniški, a veš, tako eno toplino sem z nje, eno preprostost, res, da je bila zrihtana v nulo, kot da gre ona na intervju, razumeš, ampak imela je to pristup, pa tudi takoj mi je izdala neke stvari v sebi, ki jih poveš mogoče nekomu, ki more dlje časa biti prijatelj. In to mi je bilo zelo simpatično na prvo žogo in moram reči, da si
Tokrat pa upam trditi zbral, pa mislim, da nekaj, kar bo trajalo, no? Da ne bo zato, ker zajebo. Meni je res lepo. No? Ne zajebati. Ja. Ne da včala, spet ne zajebati. Tako da lahko sam jaz zajebam. Ok, Jan, ne smeš težiti, moraš biti prijazen in lepo se moraš obnašati. Lej, super je, Tadeja je res izjemna. Izjemna punca, tako se imava lepo. A veš, jaz starejši, ki sem, težje verjetno z mano biti. Sigurno. Po svoje. Ne, to je sigurno. In to pomeni, da je res ta prava ženska in se dopolnjujeva in ni neke borbe. Ona je tudi več kot pol sveta videla skozi tenis. Ona je bila 111. na svetu, vse Grand Slame je igrala. In jaz nisem človek, ki rad potuje in ona nima te bolezni, da greva tja in ni teh. No, stavo je skozi na morju. Forsiranja, ja. Jaz sem malo tenis začel trenirati, imam najboljšo trenerko zdaj. Sam ti ne gre, sem slišal, da ti ne gre, ne? A to zdaj provociraš? Pa je rekla jo. A veš, da celo ne gre toliko slabo, kot sem mislil, da je šlo slabo? Bešno. Ja. Bešno. No, a ti igraš tenis? Tako da te premagam, sigurno. A res? No, kad moramo to sprobati. Da vidimo, kdo je kdo. Jaz sem do zdaj imel 12 treningov, tako da zdaj sem šel. Jaz ne rabim treninga, da grem s tabo tenis igrati. To veš, ti si prevelik za tenis. Po moje si štorast igralec. Ne, nisi. Več tu dosežem. Resno? Imam dolge roke. Back and forehand, to vse. Ja. Jaz sicer me ona krega, ker bi moral dvoročni backhand igrati. Jaz enoročnega igram. Dobro, ne. Ampak čuj, govori se zdaj, ne, da naj bi si ti zdaj, to je tudi neka fama okrog tebe, tudi sam si parkrat izjavil, ne, da bi otroke rad imel. Ne. Ja, to ti to manjka. Zato, ker vse ostalo je. Zakaj si zdaj na stara leta hočeš razburkati življenje, da hočeš razburkati life z otroci? No. Zato, ker je vse ostalo, pravzaprav je to edino poslanstvo, se mi zdi. Otroci. Ja, da nadaljuješ vrsto in da preneseš to, kar si se naučil, ljubezen, modrost na ene mlade ljudi in da nekaj, kar si ustvaril, daš naprej. Vse ostalo se mi zdi vrtenje v krogu. No se tudi naš prijatelj Peter Granšov bo zdaj imel drugega otroka, tudi na stara leta se je to Sem prav vesel. Ja, zelo lepo. Bo prvošem, res. Očitno je to pol to, ne? Pa se to naravno. Pa delaš kaj na tem? Mislim, tudi imaš ljudi, ki ne morejo imeti otroka, pa ne srečajo partnerja in to ne gre obtoževati, ne? Pa delaš kaj na tem? Ja, seveda delam. Kolikrat na teden? Zdaj rabiš naslov, ne? Mislim, povej. Rabiš naslov za podcast. Mislim, ne vem, ne? Lega. Zvit je. Je zvit. Ti težko stargali sjaka zalepela. Se vidi, da si dolgo na sceni, ne? Lahko neseš en liter vinčka, da se malo sprosti, pa bom to lepo povedal, ne? Gledam, Janči, še skočimo nazaj, tam, kjer smo prej bila, glede kariere in tega, ne? Kjer komad, vem, ali je bila to Soba 102, ali je bila iz Pekla do raja, mislim, da je bil iz Pekla do raja, kjer komad je pa naredil on orjaški preboj, da si pa ti postal number one. Iz Pekla do raja je, jaz zmeri komade ločem na megahite, hite in uspešnice. Hite si imel že prej, ne? Hitov recimo mi je 128, megahitov imam 5. Kjeri so to? Iz Pekla do raja je megahit, Soba 102 megahit, Ona sanja v Ljubljani je megahit, En poljub je megahit, ker je totalno ljudski, a ne? In meni dobro je. To so res megahiti. Potem imam pa, se pravi, 23 hitov, če te štejemo hite, in nekaj uspešnica, ne? Megahit pomeni, da se cela država zapulzira s pesmijo, nekak, ne? In to se zelo redko zgodi. Imaš srečo, če imaš enega v karieri. Nekaj ljudi je v Sloveniji, ki ima po 2, 3, tudi 4, mogoče tudi do 5, ampak zelo nas je malo. Mogoče v današnjem času celo delamo zdaj krivico, ker danes se mi zdi težje imeti megahit kot pred 15-10 leti. Ampak recimo si pričakoval prej, da bo kakšen komad pred iz Pekla do raja postal? Jaz sem vedno pričakoval, drage prijatelje. Da bo vsak komad megahit. Ja, se veš, da sanjaš, ne? Ja. In si tudi razočaran. Zdaj sem pa nehal to sanjati zadnjih 6-7 let, ker vem, da to prinese razočaranje.
ampak začutiš pa, če neki ima moča. Ne? In lahko mogoče tudi ni hit. A veš, recimo, meni je moja najljubša pesem Lepa. A ne? To je ena balada, ki ni hit. Ampak ima nek tak naboj. Še Massimo jo priredil Savič, pokojni. In je Joko, ki mi jo je predvajal svoj, je rekel, hvala Jan, hvala Joko. Indija, ne? Ja. A veš, vse ni treba tudi vse mega hita, ne? Vse včasih, vse Valentinova pesem ni mega hit. Lahko da še bo. Lahko da bo, lahko pa da bo, recimo moja ljubica sploh ni imela video spota, sploh ni bila single. In je danes ena največjih mojih hitov. Skozi čas, ja. Se pol bom, jaz imam samo en del tvoje diskografije, ki jo imam doma na posebnem mestu. Ja. Bomo pol malo to odprla, pa ti bom povedal, kateri komadi so meni všeč, pa ne vem, zakaj niso bili hiti. Ampak vse mi povej, ne, ta tvoj preboj, kjer si pa recimo pol res postal number one, ne. Je to zajebano za glasbenika, da postane številka 1, ki pa mora to držati, ne? In čim ni, je pa jezen. Moja pot je bila toliko dolga do tega uspeha in toliko neuspehov. Najprej jaz sem delal 200 osnovnih šol na leto za 100 mark, sem zjutraj vstajal. 2 let zapored, se pravi 400 osnovnih šol. To je bilo res težko, zahtevno, ker tam so bili 7., 8. razredi, ki so neprizanesljivi, če njim nekaj ni všeč, adijo, pokažejo. Ne? In tam sem se jaz ogromno naučil s publiko delati. Potem nisem imel denarja, da bi imel band. In sem imel Heaven X band in sem igral po lokalih, kafičih za 100, 200, 300 ljudi. In sem jaz za 100 igral, da sem bandu lahko plačal. Ker sem vedel, da moram z bandom nastopati. Potem so prišli lokali, 500 klubi, 500 do 600, 700. Tam je malo zalaufal, to je bil album, ki sem imel 5 hitov gor, Amore Mio. To je skoraj neponovljivo, ker 5 hitov imeti na albumu, jaz se ne spomnim, da kdo ima. Mogoče kdo ima. Tam se je zgodil en velik premik in prvi velik hit se je pa zgodil Tvoj song, ba je, da je z Maribora. In potem pa iz Pekla do raja pa mega hita. Ne? In takrat se je pa vse odprlo, največje dvorane. In takrat sem moral imeti tudi dosti poguma, da sem sploh začel dvorane delati in križanke in vse. Marsikdo je rekel, pa nož. In pravzaprav jaz mislim, da sem celo v pop glasbi govorim. Pred mano je bila Simona Weiss in Helena so imele dvorane. Ampak prav te pop muzike, mainstream pop muziki, pa mogoče sem jaz prvi to začel delati. Pa spomni se recimo teh tvojih prvih Stožic, ne, kjer si mislim, da kot drl celo rekord, samo slovenski od vseh. Meni je prišel župan in direktor Stožic po koncertu, se rekli čestitamo, to je pa rekord vseh časov prodanosti Stožic. In se spomniš takrat, ko si prišel na oder gor, to si se verjetno od Michaela Jacksona naučil, da si 1 minuto premier, ne, da gledaš, pa se samo malo premakneš. Ne. Takrat, da si prišel gor, neki si rocker raztegoval, on je bil premier, pa ti si malo, pa nič nisi kaj pretiraval. Jaz se od vseh učim, to si prav opazil. Ja. In od Jacksona, in od Miša Kovača, in od Marskoga, od George Michaela, od vseh se jaz učim. Ker me vse to zanima, psihologija, kako je treba s publiko delati, to je vse zanimivo. Predvsem pa nikdar ne smeš misliti, da je dovolj, da si ti tam. To je en respekt do publike, eno spoštovanje, ki nikoli ne smeš sebe jemati za mit. To je največja napaka, to je tako prepotentno in ne samo kritično in ne maram tega, ne maram. Pa te je še vedno recimo strah, ali bo polno ali ne bo? Mene je strah samo, če je razprodano in ali bo imel glas. Aha, glas te jebe. Strah pred tem, da ne bi to zgodil. Strah je, da ne bi zbolel, da nisi prehlajen, da ne dobiš viroze prej. To so strahovine. Ko pa prijem na oder, pa nimam jaz treme. Kaj pa predno, ko napoveš, da bo nekaj koncert, si 100% bil vmes, da bo vedno polno? Nikoli si imel vedno malo joj? Nikoli v življenju nisem bil 100%. Te je vedno malo strah bilo? Vedno. Čisto vedno? Tudi, ko si bil... Predvsem zaradi toliko neuspehov na začetku kariere, jaz se nikoli ne bom mogel... Meni se menedžeri smejijo, ker rečem, jojo bo polno in se mi smejijo.
ker sem že ne vem kolikrat imel polno. Ne vem koliko krogov po celi Sloveniji je bilo polnih. In bend se mi smeji, ker jaz včasih odprem pa pogledam, koliko avtov se vozi na parkirišče, je polno. Ampak to bo zle ostalo do moje smrti, ker je to neka izkušnja nekih let ekstremno neuspešnih. Viš, to je tudi razlagal Gibboni za Oliverja, da mu je parkrat rekel, da kaj bo pa na stara leta delo, ne? Da ne ve, pa rekel, pa čakaj Oliver, pa si normalen, ki boš v smrti, ja pa kak veš, kaj pa če enkrat pa ne bom več, ja. Tudi on je mogoče mislil, kaj bom pa potem. Jaz mislim, da vsak inteligenten človek ima strah. Samo če si ti prepotenten in misliš, da si najboljši na svetu, potem ni strahu. In kaj pa te tvoji zdaj že legendarne pauze, ne, ki si jih ti vzameš po eno leto, pa se odklopiš, vem, da tudi iz družabnih omrežij velikokrat zgineš, ne. To si tudi redkost, ne, da imaš jajca dejansko. Ti reči, zdaj se pa jebite en let, zdaj me pa ni, ne, in riskirati, da te ne pozabijo. Ne. Medijsko, glasbeno in to narediš vedno znova. Vedno, ko se vrneš, te je strah, na kateri veji si, ne? Si še tam, kjer si bil. In kaj si ugotovil zdaj, po tem comebacku? Jaz, glede na prodaje tudi zdaj Maribor, mislim, da sem tam, kjer sem bil. Da si še kar dal. Sam si veliko upaš s temi pauzami? Saj ne vem, če bi še te pauze delal, ker zdaj sem ful zmanjšal število koncertov letnih. Mislim, da jih bomo imeli 17 vsak let in razmišljam, da ne bi delal pauz, pa raje zelo zmanjšal število koncertov. Pa se ti še da? Koncerte se mi da, ne da se mi pa promocij, fotkanj, videospotov. To se mi ne da. Na odru pa uživam neskončno. In zdaj prav komi čakam, res. Kdaj imaš zdaj naslednji? 14. začnem. Valentinovo. V Mariboru tabor. Potem mislim, so v Markovcih in potem v Ribnici. Mislim, da je že cel let in naslednji let, pol leta že bukiran, ne vem pa na pamet datumov. To pa res ne. Zdaj predno bomo one CD-je tam ven vzela, še nekaj je pri tebi, to po mojem noben ni tak nor, da bi to delal. Izdaš album in med tem, ko promoviraš album, izdaš en komad in spot, ki ga sploh ni na albumu, kakor z lufta. Recimo ta Delam se delam, ne? Ta je lepa ki je čudovit komad, ne? Ampak tako si to pobral, če je album bil aktualen. Takrat je prišel... Če bi mogel z albuma izdajati naprej komade. Vsem je. Zdaj je to, zdaj je to, v to pa to veš, da noben na svetu to ne dela. Ne vem. Ne, jaz ti povem. To noben, ker ni logike. Ampak klej je pa krasno. Pesem je... Ne, pesem je dobra, Se pravi, te je prijel in si naredil. Glej, Jan, jaz bom vzel tele CD-čke, ne? O, Bog moj. Jaz nimam vseh svojih. Vem, da nimaš, ne? To imam jaz v bistvu kar nekaj časa doma. Ne? Imam tudi tvojo biografijo, Smeh in solze, pa Hudiča, nisem najdel danes, veliko sem jo rabo, ker sem spalnico selil nekam, ne? In mi je žal, da nisem najdel, ampak glej, če gledamo zdaj... To je zame moj najboljši album. Jan Plestenak, Večje od neba. To je zame najboljši album moj. To je živo posnet. V tebi bom ostavil to gor. To je živo posnet album od petja do benda naenkrat v studiu. No in glej, tu gor komad Angela, ne? Ta je lepa pesem. To je velemojstrovina, ne? Hvala. Pa pozna kdo ta komad? A veš, da neverjetno veliko ljudi mi reče za to pesem? Igraš jo pa ne? Ne, ker ni bila nikoli single, ne, ni bila hit. Pa zakaj ne narediš, da bo hit? A veš, koliko pesmi je kle gor, ki bi jaz še rad recimo naredil čak? A veš, da že slabo vidim? Ne mi špegle. Ne, to sem za nadavč. A za nadavč? Zato sem dal dol, veš. Pa res. Za nadavcev. Piano Dvina recimo si jaz želim. A se ti spomniš te pesmi, ki ni bila nikoli single? No, da je pokaž. Da se spomnim. Spet objele megle bodo to jesen. Pozorijo jabolka. Čakaj malo. Zdavnaj sem ustavil svoj korak. Kam brez tebe stopil bi, še zdaj ne vem. Zgleda, da le nisem tak junak. Vseeno, ti je vseeno. Vseeno, da po mene ne živi.
Ko zorijo jabolka, spomnim se na naju dva, da sva kot dva suha lista padla dol na tla. Ko zorijo jabolka, pozabim, da si stavna išla in upam, še upam. No, zakaj ta komad nisi posnel, spot izdal? Ja, lej, a veš, da razmišljam, da bi mogoče enkrat res naredil to je album pesmi, ki so bile prezrte po krivici. Na kjerem je ta komad? Ker vem, Mislim, da ga imam tu. Mislim, da je na Deli osebno. Osebno? Meni se zdi. Ne vem. Ko zorijo jabolka, ja, evo ga, vidiš. Ja, nekaj pesmi je takih, ki si zaslužijo biti singli. In včasih rečeš, mogoče se ti zdi ena druga pesem večji hit ali pa karkoli in narediš krivico. Ne? In bom res enkrat naredil album mogoče prezrtih pesmi na novo zaranžiral. Beškira mora biti tudi gor, ne? Ena mojih najljubših tvojih, če še enkrat greš. Ja, ta je tudi lepa. Ja. Znaš? Ne znam. Čakaj malo. Ne znam, recimo tudi Bodi gola je bila ena pesem. Pazi, na to še pa pridemo. Ne? Ja. Zaradi Bodi gola sem pa postal tvoj fan. Ne? A res? Ja. res? Bodi gola je pa tvoja najboljša pesem na svetu. Ne? Ja, zelo ima en velik. Pa besedilo, pazi. Jaz sem bil fantek, zelo mlad, ker sem jo napisal, ne vem, da je bilo to 2001 in tamle je sedel Raka, menedžer od Bielog Dugmeta. Tlele je sedel na tem kavču in sem jaz to zaigral. Bil sem star, po moje, 27 let, je rekel, mali imaš muda, ima muda. Ne, jaz sem vedel za tebe že prej, ne? Pa ta moja ljubica je bila že prej, ne? Pa tvoj song, pa te stvari, ampak si mi bil všeč, ampak ne tako, da bi rekel, pizda, ta je pa najboljši, ne? Ja. Ko je prišla pa Bodi gola ven, ne? Sem poklical pa eno svojo prijateljico Katarino Kerk, ona je bila mokra na tebe non-stop. Ne? Katarina, če to gledaš, veš, da je to res, zdaj je poročena, ampak nima veze. V glavnem mi je rekla isto, Jan, moja ljubica, sem rekel, pa pusti te Jan, ne, pa poslušaj, sem rekel, sej lep, sam pizda, pa si pa ti znal Bodi gola. Yes. Ja, ta je res lepa pesem. Sem rekel, čakaj, opa. Čakaj, kako že gre? Poglej ga, ne? Ja. Zabodla si globoko in me rezala kot kruh. Zabodla si globoko v srce in pila si ljubezen, kot da vino voda je. Pila si ljubezen najino. Vzemi me in posuši me kot veter z morja, vzemi me za slovo, čaraj me, ker tako ne zna nobena druga, čaraj me, lažje bo. A bodi gola taka, kot te Bog je dal. A bodi čista, da lahko te bom prebral. A bodi gola taka, kot te Bog je dal. Bodi ženska, taka kot sem te spoznal. Poglej mene, ne? Kak je možno, pizda, da se to mene tako dotakne?
Daj mi to pojasni. Jaz sem frajer. Jaz ne jebem tu. Ne? Isto, k meni je ful zanimiv, da očitno se, hvala Bogu, veliko ljudi dotakne. Ker imamo v 2 letih poprečno nekje 150,000 poslušalcev. Ampak takih moških, takih, ko sem jaz. In ti to moram reči, da to je pa res zanimivo, da me več moških ustavi na cesti za neko balado in reče, to je pa tako lepa pesem. Jaz mislim, da moški nismo manj čustveni od žensk. Mi smo bolj zaletavi, one so bolj racionalne, kar je zgodovinsko zelo logično, ker je ženska morala še v davnih letih pri Homo sapiensu, predstavljali si žensko, ki je imela otroka 2, 3, ogenj je bil tam v jami in on je šel na mamuta. Noben od nas nima jajc danes jeti na mamuta. Noben od moških nima jajc jeti na mamuta. Razmrtni strel. Sulco, ne s puško. Sulco. No in ta frajer je šel, da bojo imeli kaj za jest in ona je vedela, da je zelo velika možnost, da njega ne bo nazaj. In ona je mogla racionalno razmišljati, kako bo preživela svojo družino in otroke. Tako da to racionalnost, ki jo ženska ima, to stabilnost ne gre obsojati. Jaz mislim, da jo treba spoštovati in ceniti. Tako da, kar se pa tiče moške čustvenosti, je pa zelo zanimiv. Enkrat, jaz sem v Zagorju velikrat imel koncerte po 6-7 tisoč ljudi na njihovih zabavah. In mi prav Coto, moj najboljši prijatelj, kitarist, po enem koncertu Polet, je rekel, veš, da sem videl enega tipa, čez 60, brki do dol, mrga tak, res tip, čez 60 let, kakšen knap je mogel biti, je rekel. In ti poješ, vsi žurajo, on je mrtvo hladen, ne jebe. Prav vedel sem ga, rekel, med publiko in začneš ona sanja v Ljubljani. In tipu se usujejo solze, on je čakal to pesem, on je prišel tebe poslušati za to pesem. A ni to noro? No, vidiš. To so te magični momenti, ki zelo veliko pomenijo. In ni res, da to so neki mediji sforsirali, da zakaj jaz pojem za ženske, ne za moške. Na koncertu so rekli, vedno prid na koncert, boš tam imel punce, ko Jani grane. Se z tega heca. Ja, skosne, ja. Ampak to so zgodbe z moškega in ženskega aspekta. A misliš, da imam jaz zelo drugačne zgodbe, kot ti v življenju, ali pa nekdo, ki ima, ne vem, ki ima doma mizarstvo, vse ima iste zgodbe. Meni se samo mogoče v eni smeri več dogaja, ki je pač rock'n'roll življenje, njemu se pa nekje drugje. Ampak resnica je pa ista. Pizda, pa Jan tale, če se ne motim, čakaj, na dnu neba. Ja, ta je tako lepa. No, same lepe ti naštevam. Ta tudi ni hit. Ja, pa ne moreš imeti 10 singlov. Zakaj je to? Ti te hitre izdajaš. Ti, ki meni niso tako všeč. Ker ne moreš samih balad. Si rekel, da ljudje zaspali na koncertu. Seveda, jaz delam zabavo na koncertu. Pri meni se pleše, pri meni se žura na polno. A pa glej, zadnje slovo. Ja. Mislim, pazi. A veš, da nikoli ne maram svoje muzike poslušati. Zdajle v zadnjem tednu, ne vem, kaj se mi je zgodilo prvič v življenju, da si malo stare komade vrtim. In si rečem, veš, da pa mogoče pa nisi tako slab, ne. Ampak zdaj pa recimo, če sebe tule recimo pogledaš, ne. Si imel te dolge lase, ne. Zdaj pa imaš krajše, ne. Pogrešaš kaj ta styling? Ne da se mi sušiti last občasa. Ker imel si ta zaščitni znak, ne? Ne da se. Zato si se strigel. Pa se smoč, ko si se obril v covidu, to je bil šok. A ni hecen. To so se jokali vsi. Jaz pa čisto iz praktičnosti si rekel, veš kaj. Jan se je obril, kaj je bolan, kaj je z njim? Kaj je z njim narobe, ne razumeš? Hecen. Jebem ti, je. Viš, kako plivaš na ljudi, ne? Ja, ampak Jan, zdaj si pa ti predstavljaj, da bi en tak človek, ki si ti, ne, ki ima dejansko vpliv na ljudi, kandidiral za predsednika Slovenije. Vem, da ne boš, pa da te to ne zanima. Ne rabim to v življenju. Ampak po mojem že ne bi zmagal. Ne vem. Si razmišljal kdaj? Ne. To svojo moč za mase, recimo, da bi uporabil v to smer. Ne?
Veš kaj, jaz nisem navajen plavati z raznimi ljudmi v neki inštituciji, kar pa politika je. Jaz sem v mojem bendu vodja, jaz sem skozi cel življenje solist. In jaz sem tudi šef, a ne? In da bi zdaj mene nekdo, po domač povedano, zajebaval, ne? Zaradi nekih vatlov, ki so sistemski, jaz ne bom živca za to. Enkrat sem to tudi Borutu rekel v Pahorju. Sem rekel, da prav občudujem ga, da v nekem momentu se zadrži in eksplodira. Da se tu pa tam se je malo razjezil, rekel, so what, je rekel, ne, so what. Frankly, to te res pripelje do norosti lahko. Če si navajen ti na ulici vsak evro zaslužiti z enim delom in priješ v nek sistem, kjer je pa druga igra. Zdaj mi še pa to povej, ne? Potem si tudi zadnje čase zelo znan, ne? Po tem zagovarjanju slovenščine. Ne? Ja. Včasih prije kakšna novica ven, Jan Brstenjak odkorakal iz Poroke, kjer so začeli igrati srpske pesmi, zdaj čaki ne, to je ziga nek trač, tak nor pa ni. Ne? Mislim, ne, jaz zdaj v tej Poroki ne mislim govoriti, ker so moji prijatelji dobri. Je pa tako, da če meni nekaj ne paše poslušati, pač ostanem in grem. In to ni nič narobe, jaz ne vem. A to je tako, kad je Ben mu rekel, če mu nekaj ne paše jest. Se jaz tudi grem. Jej, trpi. Meni, če se kurac muska tudi. Ne, in jaz ne vem, zakaj je to protest. Zakaj je to, Protestno. Ja, ne, zdaj jaz moram kak goba usrkavati vse, kar mi tudi ne paše. Ne. Ampak kaj, odaj je ta slovenščina, da si pa tudi recimo naredil si te naravno zabavne zgodbe z Modrijani. Ja, zato, ker tukaj živim. Zgleda, da imaš res rad to. Seveda imam rad, se tukaj živim. Mogoče bolj kot mnogi drugi naši pevci, to si opazil, da niso tako navezani na jezik. Jaz mislim, da imajo vsi to radi, ampak se sramujejo. Zakaj? Veš, zakaj se sramujejo? Ker jaz veseljem povem, da sem ruralen človek, jaz nisem urban človek. Jaz živim na vasi, cel življenje. Tudi Škofja Loka, to je vasi. Kaj pa je v Sloveniji? Jaz ne vem, če je v Sloveniji 10,000 ljudi urbani, zares urbanih. Mogoče jih je 10,000. Jaz nisem ta. In jaz imam rad vaško vzdušje, tako živim, tamle se usedem odzun, odprem flašo, narežem salamco. To je moj življenje. In jaz imam rad, in to je tudi vaško petje. In to je tudi Mediteran in mi smo zdaj tukaj v Sloveniji na nekem, to je en kotel, ki smo not juhco kuhamo in v to juhco dajemo lahko Mediteran, Oberkrajin, se pravi alpsko, tirolska, alpska muzika, to je Oberkrajin. Z vzhoda dajemo lahko romski melos in z juga dajemo balkanski melos. In to je naša juha. In zdaj, če ti v to juho vržeš na silo črno glasbo, ki je blues, pa R&B, ali pa anglosaško, ali pa eno nordijsko, ali pa afriško, jaz mislim, da bo čuden okus, a ne? Jaz tudi nimam zjutraj za zajtrk vsak jutr papaje pa mangota na mizi, ampak imam kaki pa jabolk, ne? Ja. Ne bom ti ugovarjal, ne? In zdaj, enim ljudem bi pa na silo radi bili urbani. Ja. In imajo ta kompleks. A pa tudi Hrvaške radi delajo mnogi Slovenci. Ti tudi nisi imel nikoli potrebe po tem, če rečem to. Mislim, jaz, če bi delal za njihov trg, bi se potrudil, zakaj pa ne? Ampak nisi, ne? Ampak nisem. Ja. Ampak ne obsojam tega. Ampak ne vem, zakaj bi pa jaz tukaj zdaj pel v nekem drugem jeziku. Jaz sem se dojil na slovenskem jeziku. Ker vem, da jaz vem, da ne morem nikdar biti tako dober tekstopisec, čeprav bi moj pokojni oče bil Srb, ampak jaz nisem govoril srbsko, nikdar ne bom toliko lepih tekstov napisal v srbščini, kot v slovenščini. Pa si probal kdaj? Ne, ker premalo živim s tem jezikom. Pa znam srbsko govoriti. Ampak glej, skozi celo... Tudi angleško ne pišem tekstov, ker je
V bistvu, ti imaš samo en angliški komad, dejansko imaš, tako je True Another Day. Ja, ampak to je sploh ne edini vem, komad. kaj je to bilo. Sam ni slab komad. Ne spomnim. Ni slab komad, veš. Sam takrat si še bil bolj na začetku kariere, ampak to je tvoj edini angliški komad. Treba je vedeti, kje si, kaj si in v čem si lahko res prodoren ali pa da se dotakneš ljudi. Zdaj pa Jan, se spomniš ti, ko so Modrijani peli takrat od Slaka v dolini Tihi, Viktorji, mislim, da so bili, in si ti prišel gor kot presenečenje, takrat spomnim prav, pizda, oni Modrijani, špila gor dol, pa pride Plestenjak, da je pol metra Tiste je bila lepa točka. Pol metra si lebdel nad tlemi in se pripeleš gor in si v bistvu zapel, ne zajbansko, zapel si res. No, ampak takrat so imeli neko idejo, da bi se zabavali. Pravzaprav Stop je mene klical, da bi za Slaka nekaj naredili in se rekel, da bi bilo super, da bi z Modrijani naredili sodelovanje. In je bila še neka sugestija, jo pa dajmo neko zafrkancijo. In se rekel, kakšno zafrkancijo? Človek je legenda, umrl je, dajmo nekaj narediti z enim spoštovanjem na najvišjem možnem nivoju. In malo jim ni bilo najljubše, ampak sem rekel, lejte, jaz se zafrkal ker imam preveč spoštovanja. In pa so pristali na to in mislim, da je postala ta točka takrat, da je bila takrat, mnogo ljudi mi je rekli, da je bil kar tak nek višek večer. Ja, res, ampak veš kaj je, včasih, mislim, tako malo sem zelo v avto imel s tabo verzijo, pa sem kaki punci zvrtel, pa me gleda, pizda, ko imaš to sneko, čak, pride še un del, zato imaš vse kaj, pizda, je roko dobro. Ne, mislim, da je zelo lepo izpadlo, z enim velikim spoštovanjem do te muzike, do te zapuščine, enega velikana slovenske muzike. Še planiraš kaj narediti z Modrijani ali pa s kakšnim drugim? Vedno sem jaz odprt za to, ker oni so izjemni glasbeniki. Opa, čaj da zaprem. Oni so izjemni glasbeniki in tako srčno jemljajo to, kar delajo. In če jaz začutim nekomu, veš, krvavo zdaj, mene to zmeri fascinira in imam rad take ljudi. Se naredili ste dejansko klasike, če gledaš, ste zelo dobro ste. En poljub, dal bom besedo, so res, pa koliko nam je luče, smo še s poskočnimi naredili, se bilo tako simpatičen, en tak obdobje neke folk muzike v mojem, to je Coto nekako prinesel hmena, je rekel, dajmo enostavne folk pesmi napisati. Ja. Ti, kaj pa tole, se vedno nasmejim, pa kako je tvoje mnenje, ali te to že kdaj kdo vprašal, ali te ni, ko je Slakonja naredil v teh dlakah tvojih znamenitih komad. Ne, to super, meni vsi. Pa dejansko je prav komad je naredil, kot da bi prav naredil avtorski komad, ampak v tvojem stilu. Vsi, ki me imitirajo, je genialno, meni je to super, meni je to dobra reklama in mi je tudi neko čast mi izkažejo s tem, ker to je veliko dela. Pa dejansko je dober komad. No, pa veliko dela je se potruditi, zdaj mene nekaj imitirati in to ni hec. Jaz sem celo užival, ker je en poljub Šrec na YouTubeu, boš mogoče enkrat najdel. Veš, kaj so Šrec, ki se norca delajo. Aha, ja. En poljub, pa kitare, vse je fauš, vse narobe, ampak to je toliko enega dela, jaz umiram, ki si to zavrtim. To je res dobro. A pa recimo, če se spomniš teh, zdaj je bilo za nov let od Bizovičarja v Stošica, ko so bili 3 Plestenjaki skupino, ta je bila tudi genialna. Ne, super je bilo. Ta je bila tudi genialna. Rad se odzoveš takim, bom rekel, parodijam, da se nekdo s tebe malo poheca. Ja, pa normalno, pa se pa kaj, a mislim, da sem Superman, nisem Superman, nisem in imam ogromno napak. In kdor se sebe ne zna zajebavati, se tudi z drugih ne sme. Jan, kdaj si nazadnje jokal, pa zakaj? Nazadnje sem jokal po moje na dan, ko je moj brat umrl, ki sem imel koncert za 12,000 ljudi v Ljubljani in sem se 3krat zlomil v tem koncertu. Takrat je mene publika, moram reči, sem izjemno hvaležen, da me je dvignila, da me 12,000 ljudi podpirali in čutili to mojo borbo s samim sabo, z izgubo in tudi izjemno so spoštovali, da jaz nisem, da sem vsem prišel jim zapeta, In takrat sem po moje nazadnje jokal. Pa se, če se ne motim, ta informacija popravi me,
da imaš ti tu neko kupolo gor na vrh te hiše, Ne, ni kupola, je pa en stolp, ki ga je brez ki ga je brat trdil in zvezde gledaš s tem. Ja, To in sem je čul, tako, kot ena opazovalnica Ja. v obliki jadra na zajlah in je tako, da je viseča klop in na strehi pa res opazuješ zvezde in je prekrasen. Nekaj tvoj brat je bil izjemen Umetnik. dizajner, ne, to je on In znal samo, umetnik in slikar. Domen je bil res tak neverjeten tip. In pazi, on je bil tudi v jadralnem padalstvu svetovni prvak v preletu na svetu. In nikoli se ni hvalil. Z nobeno stvarjo se rekel, Domen, daj malo se moraš pohvaliti. Ni maro tega, da bi to o njemu. Ne. Identično. Ja. Jan, če v tem zadnjem delu najnega pogovora, da te ne jemljem preveč tvoji tadeji, ki naj dol čaka in imam čut, da je zelo nesrečna, ker je sama, ne? Res ne gleda, da je po tebi plazla, te poljubila, ja, ne mi ga za predolgo, zdaj si pa tadeja, počakaj, da zrihtamo, ne? Če zamenjamo malo, recimo, vloge, pa ti mene lahko vprašaš 3 vprašanja, karkoli ti pade na pamet, karkoli želiš, pa ti odgovorim brutalno, iskreno. Če želiš, ni nujno. Zdaj si me čist Ja, se to je prav, nepripravljenega. če ne bi me jebal v silah, ampak da vidim, kaj imaš. Ne, meni je najprej zanimiv pri tebi, ker imaš en absolutno avtentičen stil. Ne? Od govorjenja, pogovora, do stila vizualnega. Ne? In včeraj sem z Dagijem govoril, šefom mojega benda, in sem rekel, da prideš. In je rekel, pismo je neverjeten tip. Je rekel, ne vem, kva naj si mislim, gledam stvari, on je od Pornez bil specialist do intervjujev, je rekel, pa sem celo bral kritike filmske in so fucking dobre, je rekel, razume vse. Kako je ta fokus tako, čeprav jaz mogoče razumem, ampak te bom vprašal, kako je ta fokus tako razpršen? Veš kaj, jaz rad delam veliko stvari, ne? In veliko stvari je moja strast. Ne? Filmi sploh. Ne? To mislim, da včasih, ko ni bilo interneta, so mene klicarili. Ne? Edino Štefančič me nese. Ne? Štefančič je edini, ki me nese v te, ampak pustimo je starejši. Drugače pa lej, kamera, nastop, pisanje, govorenje, to vse znam pisati, to mi je vse fajn. Ne? Ja. In zgleda, da mi, pa ne da bi se zdaj metal ven na teh področjih, ampak vse to me veseli. Ne? In da ne bi delal vse to, kar si zdaj ti opisal, bi mi manjkalo. Ne? Rekel, zdaj bom pa samo kritike pisal, zdaj bom pa samo na televiziji, zdaj bom pa samo na radiju. Ne. Jaz moram še vse to, kar me napolni, kar me veseli, kar je moj drive, to moram početi. No, ampak ta radovednost je zelo pomembna v življenju. Ja. Jaz mislim, brez radovednosti je življenje zelo prazno. Ne? In zdaj, se pravi, tvoja ustvarjalnost je pa pisanje kritik, verjetno. Ne? Tudi. In tukaj zdaj ta pogovor, recimo, ali pa kakšen drug pogovor, to je ta ustvarjalni del. Saj treba je tudi kritiko znati postaviti. Pa pogoj za kritiko je, da ti ogromno filmov si pogledal v live, ne? Da ti znaš primerjati, da veš, kako. Jaz sem tudi velik filmofil, mogoče ti to ne veš. Ja, vem, ker smo se enkrat menila pred leti, ko smo en intervju delali za moj blog na Siolu pred 10-15 leti, pa si rekel, da si fan Clinta Eastwooda. Popolnoma sem fan Clint Eastwooda in Sorrentino. Aha. To je za me nekako nadaljevanje Fellinija, bolj rafinirano, seveda. Rad imam to liriko mediteransko izjemno, ne? Tako kot v muziki. In se mi zdi, da Clint, kljub svoji hladnosti, ki je seveda anglosaška, zgleda, da se pozna, da je on z Italijani delal na začetku kariere in to zna prenesti, vedno znal prenesti, recimo. Ker en da me spomnim Tarantino, ne? Je pa hladen, pa ga zelo spoštujem, pa mi je hladen. Zelo ga spoštujem. Ampak ni on mediteranc, hladen je. Ne? Pa vem, da med igralkami si vedno, mislim, da na Moniko Bellucci si bil. Ja, Monika Bellucci je vem, da si imel neko tako lepoto, ki ni kaj kontra tem top modelom. Je pa ženska, rasna ženska. Zdaj ti me ne vprašuješ, ne s tebe, počakaj na filme, gremo čisto na konec. Prišel si z lepim avtom, a hitro voziš?
Ne morem verjeti, da sem bil, pazi, šel sem 15, 25. Pustimo, ne bo zaradi policije, ampak a rad kratke ovinke. Če sem bil eni uri, pa 15 minut v Portorožu, pa se nisem vozil prehit. Ne, se nisem vozil prehit. Na števcu ima 280, jaz nisem vozil za 200. Ne, nisem vozil 200. Nisem vozil 280. Veš kaj, hec? Ne upam pretiravati, ker če pretiravaš, te lahko zelo hitro kam odnese, ni, tako da po pameti vozim. No, kaj če te še tretjo vprašanje? Ti si mene tudi kakšno banalnost. Ja, sam si se izognil, si se spretno izognil. Ne, jaz sem nočem iz banalnosti naslovov delati. Veš kaj, bi te res vprašal, meni so misice v tebi govorijo, da imaš ful velikega, recimo. Tega te nisem vprašal, ne? To ne bomo. No, ker sploh ne boš povedal, ne? Ne, zato, ker to mi ni. Ne, evo. Tudi samo hvala se po tleh hvala. Vse so te druge hvalile, ni treba se ti hvališ, ne? No, tako da, kaj bi te še vprašal? A znaš kuhati? Pizda, veš, da ne. Čakaj, in kdo ti kuha? Mama? Sluškinja. Tako da ja, drugače pa Jan, res predno zaključiva v filmih, še bi rad res rekel s tabo stavek 2, ker vem, da imaš rad filme, ne, da bi izpostavil, ne vem, top 3 igralce ali pa 4 jih imaš, da jih streseš tako. Madonca, ja, Anthony Hopkins. Čakaj malo počas, daj mi malo časa, ker ne bi rad neumnosti govoril. Izjemen igralec. Če se sem Tadej reči, da ne počaka, ti si kar vzem čas. Tadeja, prideva. A to je zdaj bil joke? Ne, zdaj gledam, če snemamo. Ok, dobro, pa smo ga izkoristiti. Ja. Okay. Čak, ok. Anthony Hopkins. Ok, toliko stvari gledam. Koliko filmov na dan gledaš? En film na dan? Ne, enega pa res pogledam. Res? Ja, če je le čas, včasih čuvam koncerte. Ne. Francozi so mi zelo všeč. Francozi? Ja. Ki ta stari, ta novi. Ta stari. Kaj, Alain Delon? Tudi Alain Delon. Jean-Louis Trintignant. Mislim, Alain Delon mi je kot lik vrhunski, ne, s to hladnostjo. Dajmo ga omeniti. Okay. Se to je brez veze zdaj govoriti, ker je toliko dobrih, a ne. Pavle Vujisić. Ja. Je bil takdaj mlad sploh? Ne vem. Ampak neverjeten ti. Vrhunski igralec. Ja. Oziroma, veš, dom je tudi od Srbov neverjeten. Tak je igral, kot to tamo peva unga z brčicam, jo da me spomnim. Stojković, Danilo Bata Stojković. Ja, Bata Stojković. Neverjeten. Neverjeten, kakšni igralci. No, pomaš pa tudi kakšne Skandinavce. Za Hollywood nisi? Pacino, De Niro, Nicholson. Malo so se mi zamerili s tem političnim angažiranjem. Veš kaj, entertain us. Don't be smart ass, ne. Ok, kaj pa top 5 filmov imaš? Aj to preveč zajebano? Najni mostovi, Postino, ko to tamo peva. Da ne bom samo v enem žanru. No, ne bom zdaj teh klasih Botar pa to, ker to vsi poznajo. In God's Hands, Sorrentino. Kakšnega Francoza bi še rad sam, ker ne znam original. Po slovensko. Naslovov, veš, ne bom naredil napako. Ne bi rad. No, ali pa recimo, lahko rečem, La Vita je bela od Fellinija, recimo. Pa sej to je brez veze, ker je, veš, to je toliko neverjetnih. Od Polanskega je cel kup nekih lepih filmov, pa od Woody Allena, pa tudi,
krivica se dela, ne moreš 5 filmov. Okay. To je tako, kot bi rekel 5 pesmi, nima smisla. Okay. Jan, ti kaj pa naslednike imaš ti v Sloveniji? Seveda, Novo kri, kjer ga bi izpostavil? Mladih je ogromno kvalitetnih. Zadnje čase sem prav slovensko muziko si dal na Spotifyju in jo poslušam in je res dober. Eva Boto ima krasne stvari. Ta je s tabo tudi sodelovala? Ne? Ja, Nina itak razbija. Potem imaš kakšna stvar od Flirtov je zanimiva. Rok Lunaček je dober, ja. Potem imaš Aljo, ki ima tako lepo energijo. Rej producira svojo vojsko, ki jo ima in je na nivoju. Potem imaš rockersko sceno, ki je že klasična. Pol je Žan. Bi rekel, da je Žan tvoj naslednik? Pol je zdaj Gregor, zelo lepo poje, par dobrih pesmi ima. Kjer Gregor? Ki je zmagal na MMS-u, Gregor Ravnik. In ima lepe pesmi. Produkcija super tudi vse. Ogromno se dogaja. No pa imamo to sceno, ki je narodno zabavno, pa že malo meji na turbo, ker je meni tu čisto ok, v Fehterje. To vse funkcionira dobro. In hvala Bogu, slovenska beseda proda največ kart v Sloveniji. In ne tako ostane. No pa tale Žan je tvoj naslednik ali ni? Naslednik je. Mislim, nekdo, on je svoja osebnost, on ima svoj stil. Samo ne tvoja šola je, on je tvoja šola. Ja, se tudi pri meni. Se zato, ne? Tudi pri meni je igral. Je najdel, mislim, da je najdel to neko... On je najdel svoj stil in je kvalitetno zelo. Pa se ne bojiš recimo ti kakšne konkurence zdaj, ki prihaja za tabo? Imaš občutek, da bi te lahko kdo, spet po kakšni tvoji enoletni pauzi, ne, da bi te pa mal zasenčil, ne? Do zdaj se to še ni zgodilo, ne? Imaš strah pred tem ali ne? Da prije kak kurac mlad, razumeš, ne? Ko mu še bolj stoji kot teb, ne? Pa ko še bolj poseksa publiko ti, ne, razumeš? In rečejo, zdaj pa že Jan je pa zdaj že mal, ne? To do zdaj še ni bilo, ne? Veš kaj, pa zdaj pa tudi si je že toliko, imam svoja leta in toliko nek svoj izraz narejen in toliko hitov, da mi je v bistvu pa vse, a ne? Ljudje pridejo na moje koncerte, 2 ure pa pol imajo hitov. To se ne da preskočiti, to se ne more zgoditi v 2 letih. Ja, verjamem, da ne. To hitov. Verjamem, da ne. To je že v 30 letih zelo težko. Pa ima kdo več hitov kot ti, si razmišljal to? Pa brez lažne skromnosti. Pa ne, jaz mislim, da ima Jože, da smo tam, recimo z Jožetom potrebuješ, da smo pa Kreslin, verjetno, ne? S Kingstoni, ne vem. Veliko ljudi ima hite, no. Res, nočem res, da le nobenemu krivic. Ja, pa te pizdarija, ne. Pa res, ne. Ampak ja, ne, to še moram reči, no. Pop dizajn imajo recimo veliko hitov, ne. To je tudi res, ne. Ko se zdaj zapletem v kakšen pogovor o tebi, kdaj, ne. Mi je vedno zanimivo, tu pa tam kdo izda kakšno res lepo balado, ne, ki tudi, bom rekel, v tvojem stilu pa je res lepa, ampak mu uspe samo enkrat, ne. Pa pol dolgo ne ali pa nikoli več. Tebi jih je pa res uspelo, ko smo jih prej tudi naštela, ki niso toliko širši javnosti znane, ne vem, 20, 30, ne? To je meni, viš, zato sem jaz tvoj, v bistvu imam več čas tega pogovora problem, ker sem tvoj fan, ne? Jaz sem tvoj fan, ampak se delam, kot da nisem zdaj, ker ne smem reči, pa Jan, pa super, jebi se Jan, pusti zdaj fanovstvo, ne? Povej mi, kak fukaš pa mir, ampak pusti, ne? Ampak hočem reči, tu si ti različen z drugimi, kar se mene tiče, ker pri baladah, ne? Tukaj imaš ti res. To ni samo slučaj, ti imaš res cel kup in zato si ti meni pizda tu. Ja, lej, verjetno biti 32 let v tem cirkusu in od tega 20 let recimo nekje 1., 2., 3. skozi. In vse dvorane polniti, ni slučaja, ne. To ne more biti slučaj. Nekaj mora človek znati in imeti eno spoštovanje do publike in samokritičnost, da se ne zaslepiš z lastnim uspehom. To je največja napaka.
treba je nog cement dol na tleh. Na eni nogi, ki hodiš, je budala, na drugi nogi odgovornost in disciplina. In zdaj ti delaš te korake. In če ti uspe narediti 10 korakov s takim 2 nogam, budalo in disciplino in odgovornostjo, in da ne padeš, pa si res na dobri poti. Ne? Misliš, da bi bil taka zvezda ti, če ne bi bil čeden fant? Si razmišljal? Jaz mislim, škodil ti ni, po eni strani mi je koristil, po drugi strani pa zelo škodil, ker je veliko kompleksov in nekih sovražnikov brez razloga, ki jim nič ni slabega naredil. Samo na živce jim greš brez razloga. Ja, ker si pač lep, ali kaj pizda? Nisem jaz to klep, ampak bil si, no? Hvalih. Ja, bil si. Tule, ko sem ti prej pokazal, recimo tole, ne. Dobro. Tu ni zebancije, ne. No. Jan, tukaj, lejte, tu ni zebancije, ne. Tu ni zebancije, ne. Ja. No, ampak to so zmeri plusi in minusi. Se pravi, ni lepota vedno fajn, je tudi prekletstvo, ali kaj? Oboje je to in v Sloveniji se mi zdi, da se sploh pri puncah, pustimo fante, pri puncah se lepota ne oprošča, ne. Žal. Ja. Ti, zakaj tako rad, bom rekel, v teh svojih pesmih trpiš, ne? Rekel, da si srečen, ne, v teh baladah, vidno trpiš. Ja, v baladah si težko srečen, ker je že balada format, ki je otožen. Da moraš trpeti. Ne morem zdaj jaz balado pet, pa reči, koliko sem srečen. To mi je jasno, pa da je tako srce parajoče so vse te balade. Ja, če že gremo v žalost, gremo do konca. Ja. A bomo zdaj, jaz vam rad, da če si žalosten, jokaš, če si srečen, se smejiš. Če ti je en prijatelj ljub, ka objameš. In pol mene zjebeš s temi svojimi baladami. Vedno me vsako to balado mene zjebeš ti. Pa skličem, čuj, to je Jan, poslušaj tale Jano komad, pa kaj je spet, poslušaj, poglej. Kurba, pa je res lep komad, pa to mami moje vedno jaz pošljem, poslušaj Jano komad. A pozna mama kakšne? Pozna. Pizda, veš, da pozna. Recimo ta je rekla, a si ali nisi, ta je ni bila tako, ker je hitra. Zato, ker tudi meni niso te hitre. Pa rečem, zdaj poslušaj pa to Valentinovo. Ta je pa res lepa. Ja, pa kak je čeden spet. Pa to ti govori. Ne, je rekel pa. Ne, je rekla, pazi. Mama je brez okusa. Ne, je všeč Richard Gere. Ne, pazi. Zdaj pa Jan, kaj bo zdaj Deva za zaključek. Kjero? Zapri oči, objemi me, da do kosti začutim te. Vem rada bi na vrh neba, zdaj mlada si in si ta dna. Prihaja strah, težko priznam, izgubljam te, ostavom sam, pustil ti bom sanje, pleši vse do zvezd. Zdaj verjameš vanje, naj bo čista tvoja vest. Pustil ti bom sanje, pleši vse do zvezd. Čakal te bom tam, kjer vzleteli smo iz gnezd. Čakal te bom tam, kjer vzleteli smo iz gnezd. Jan, predno zaključim in si ti še enkrat zahvalim, ob koncu res, to pa moram zdaj povedati, ne.
ko sem jaz bil bolan, ne, leta 2019, Ja. ko sem imel jebeno izkušnjo, v kateri javno nisem čist nikoli obelodano, pa tudi še ne bom. Ne. Šparam za Zvezdano Mlakar, ko bom jaz spet odvajal. Takrat ne bom nikoli pozabil. Ne vem, ali si to ki prebral, ali si slišal, ne vem, pizda si ti in sred noči, ki ti vedno sred noči si na koncu, je preletel en mail od tebe. Ne. In si ti takrat not pizda v meni, tako lepo si napisal, pa ti ne bi bilo treba, zakaj? Mislim, kaj imaš od tega, da si pač za meni pisal, kdo sem na vse zadnje jaz v tvojem življenju? Ne? Ja, no, en fajn človek si, ne? Ja. Ampak pizda tako lepo, sem rekel, kurva, pizda mu mate na tem Janu Plestenjaku, kak je pa on v redu. Ne? In tega ne bom pozabil, tega ne bom pozabil do konca življenja. Ne? Meni je lepo ljudem kaj lepega narediti in tudi mislim na ljudi in tudi mogoče na ljudi, ki mi niso vedno ob meni, najbližji prijatelji, dotaknejo se me tuje bolečine. In mislim, da kolikor je to včasih izčrpljujoče tudi zame, mogoče zato pa znam napisati kakšen lep vers, ker mi ni vseeno za ljudi. Če bi naredil meni komad, kak bi bil naslov? V tebi? Ja, čak, zdaj pa preveč Čakaj, ne da ga boš. Kak bi bil naslov? Kak bi bil naslov? Pizda? Ne vem. Pa čakaj, mislim, čakaj. Ne me zdaj sil, da bi neko naumnost. Mislim, nared, pizda, ne? Za mene, ne? Ni bilo raj zdaj odprla eno flašo tamle. Ja. Tvoj zadnji stavek za najne gledalce je Ja, veliko mi pomeni, da tale človek spoštuje moje delo, klele, Iztok in ima svojo moč, svoj power in svojo norost in rad ima ljudi, ki ima žmoht in ostane tak, kot si. Jaz bom pa tudi tak, kot sem in gledajte še naprej njegov podcast. Jan, hvala ti lepa, bilo mi je izjemno čast. Hvala lepa, Čez 10 hvala let tebi. se pa znova dobimo. Zmene. Dame in gospodje, to je bil Jan Plestenjak, ki mi je zjeval podcast, ker za njim, Dej. ta boljši so si že umrli, ne? Držite se. Hvala.